Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli, nova epizoda podcasta Večer uživa je to. Lahko rečem, da bomo tokrat spoznali recept za izpolnjujoče in radostno življenje. Se sliši mamljivo? Naš sogovornik namreč pozna načine, kako doseči zastavljene cilje in manifestirati želeno. Pozna orodja za spreminjanje vzorcev in prepričanj iz takih, ki nam ne koristijo in nas ne podpirajo, v take, ki odpirajo naša življenje radosti, pozitivi in želenemu. Pogovarjali se bomo z dr. Aleksandrom Šinigojem, enim izmed 30 najboljših master trenerjev neurolingvističnega programiranja na svetu, ter poznavalcem hipnoze in samohipnoze. Dobrodošli, gospod Šinigoj, hvala, ker ste se odzvali oziroma vzeli čas za ta naš klepet, za naš podcast. Kje smo vas zmotili oziroma kako ste? Super. Zdaj zmotili ste me v resnici sledi različnih sestankov in tudi snemanj. In smo zelo aktivni zdaj v tem online svetu, ker je to svet, na katerem smo se kar nekaj vsi znašli in zelo simpatičen in zanimiv. Jaz sem se kar zaljubil malo v to online ustvarjanje. Vam je všeč oziroma vam pač odgovarja, ne? Meni je zelo všeč, prvič je v bistvu dosežem večje število ljudi, lahko predavam po svetu. Pred par tedni sem imel recimo delavnice za 16 slušateljev iz Japonske in smo imeli v bistvu sicer 7 urnih za vikend, tako sem zelo zgodaj v pisarni, vendar sem imel za njih recimo eno delavnico in prej mogoče to sploh ne bilo mogoče, oziroma je bilo mogoče, malo ljudje niso bili ali pripravljeni, ali so razmišljali, da ni čas, da bo rajši užival, pa tako. Zdaj kar nekaj so nasiljeni in je to res velika priložnost. Tako, da zdaj ni več izgovorov, lahko rečemo, ne? Točno to, ja. Zdaj je to nova realnost in se treba na to realnost nek način sprijazen z njo in hkrati jo sprejeti in z njo delovati koliko lahko po svojih najboljših zmožnostih. Zmeraj ta živi svet je boljši ali pa bolj doživeti. Je pa to neki približek, ki nam je zdaj na voljo, nažalost na tem času, ko razsaja ta situacija. No, zdaj, ker ste dali tako istočnico dobro za to v zvezi s to situacijo družbeno, ki pač trenutno je, v kateri smo. Aleksander, ste strokovnjak oziroma coach za neurolingvistično programiranje. Metodo, ki jo poznamo torej pod kratico NLP. Če zdaj to zelo poenostavim, ta njen sistem, gre torej lahko rečem za programiranje uma preko misli oziroma sugestij, ki na to vplivajo na našo realnost in jo oblikujejo. In me zdaj zanima, a ste se vi s to metodo tudi konkretno v času korone pomagali, ne vem, premagovati kakšne strahove, stiske, negotovosti, ker ta metoda je ravno v tem aspektu učinkovita, ne? Res je. V bistvu NLP oziroma neurolingvistično programiranje je neke vrste študij odličnosti. Dr. Richard Bandler, to je ta moj mentor, jaz sem pri njemu zdaj že vrsto let asistent, in John Grinder sta v 70 letih prejšnjega stoletja na nek način raziskovala odlične terapeute, odlične hipnotizerje, predavatelje, coache in sta ugotovila, kaj je tisto, kar deluje, kaj je tisto, kar funkcionira in sta naredila neko zbirko tehnik. In ena izmed tehnik so tudi tehnike za odpravo strahov. In kaj sta ona dva naredila, sta povedala, kje je kakšen, ki ima strah in kar nekaj tega strahu ni več imel, in potem sta vprašala, kaj se je zgodilo vmes, kako je bila ta premik. No? In seveda v tem času korone in tudi splošno, v času neke negotovosti je zagotovo zame osebno neko zbirko tehnik, s katerimi pomagam ali pa pomagam lahko tudi drugim, neprecenljivo. To še ne pomeni, da nikoli ni strah, mislim, meni ravno tako strah, kdaj lahko znam ali zmanjšati ta strah, ali pa kljub temu, da imam nekaj strahu, grem naprej.
grem in nekaj kljub vsemu naredim. Strohovi so doskrat nekoristni, zablokirajo nekoga v situaciji, ko bi se ta oseba mora premikati naprej. Ja. Ohromijo, ne? Ohromijo dobesedno. Tako, na nek način v bistvu s tem, ko se oseba ohromija, pa se ne premika naprej, se ne uči, se ne razvija, ne dosega rezultatov in tudi časih, tudi mi tako, ko zdaj delamo, jaz sem rekel prej, da kljub tej, da je to težka situacija in jaz želim vsem, ki nas zdaj poslušajo, da so zdravi, da ostanejo zdravi, da skrbijo za to v resnici. Naravno, da hkrati prinaša neke priložnosti situacija v tem smislu, da če se znamo prilagoditi in če znamo najti načine, kako pomagati ljudem, kako dodati neko vrednost, kako zapakirati znanje, mogoče nekakšen drugačen format, lahko rastemo, lahko naredimo neke preboje, ki jih mogoče prej ne bo moče narediti. Tako da, ena stvar, ki moram podati, sem se v tem času, ko je bilo res malo potovanj, jaz sem ponavadi vsaj enkrat mesečno v ZDA ali pa nekje drugje po svetu in v Kanadi meni potovanj, praktično sem eno časa nadaljavo študiral, ne samo, da sem predaval nadaljavo, da sem imel cel kup delavnic online, da sem cel kup programov postavil, sem tudi se udeleževal teh programov in sem se ogromno novo naučil in opazil, da sem prej v bistvu se prepočasi učil. Zaključili, zdaj, ko ste me v bistvu poklicali, smo mi zaključili še eno izobraževanje, oziroma neke vrste coaching z našo skupino. Smo se spet nekaj novo naučili, imam 3 velike A4 strani, samo popisane stvari, ki jih ne počnem. Jaz vidim tukaj eno velikansko priložnost za vse, ki nas poslušajo, da ugotovijo, da je veliko stvari, ki jih vejo, vendar da je pa priložnost ne v temu, kar oni vejo, da ne vejo. Temveč v temu, kar sploh še ne vejo, da ne vejo. Je ena velikanska priložnost za rast. In da se svet tako hitro premika, tako razvija. Mi se moramo res hitro učiti in res hitro pomakati in slediti trendom in slediti situacijam, da lahko služimo, uporabimo naše znanje, delamo dobro in da smo tudi na nek način koristni. Tako. In ravno ta metoda, ta NLP, neurolingvistično programiranje, zdaj bi me zanimalo, da jo malo bolj konkretno predstavim. Jaz sem zdaj prej zelo poenostavljeno rekla, ne, da v bistvu nekako programiramo svoj posledično preustvarjamo oziroma ustvarjamo realnost, pa me zdaj res zanima, zakaj je naš tako zelo pomemben, zakaj je pomembno, da znamo, da ga programiramo z kako rečem, prepričanjimi ali sistemi, ki delujejo v naše dobro, ki so nam podporni. Dajte nam malo to. In kako NLP pri tem dejansko pomaga. To je neko zelo praktično in učinkovito orodje, ki je tudi vam spremenilo življenje zelo, o tem bova tudi govorila. Kako torej ta neurolingvistično programiranje, v čem je čar oziroma v čem je bistvo tega, kako deluje, kako nas spreminja? Jaz to skladam metaforo ali pa primerjavo kot recimo pri televizorju. V televizorju imamo mi recimo daljinca. In daljinc nam pomaga, pa daljinski upravljalec nam pomaga, da premaknemo z ene postaje v drugo, povečamo glas, zmanjšamo glas, na koncu ugasnemo. In podobno je NLP. NLP nam pomaga, da sami s sabo znamo upravljati. Da če nekdo hoče več se motivirati, da se zna zmotivirati, če nekdo bi se rad prenehal nekaj jesti, znati narediti, če nekdo grize nohte, da zna nekaj narediti nohte, če nekdo ima nekaj vzorec, da ali prekomerno je, ali nepravilni uri je, ali pa da odlaša za neko stvar. To so take dosti praktične stvari. To je zame neka zbirka praktičnih tehnik. Zdaj, dosti ljudi rečejo temu tudi praktična psihologija. Mi imamo kar nekaj študentov psihologije, ki so zaključili študij in so rekli, da rabijo neka konkretna praktična orodja, s katerimi bodo ljudem pomagali. In v bistvu NLP se nikoli ne ukvarja s tem, ali je neka tehnika znanstveno dokazana ali ni, ali je bilo za tisto tehniko objavljenih 5 akademskih člankov, tudi nikoli nista hotla avtorja
bi to postala neka znanstvena metoda, ker bi jo učili na fakultetah tako, temveč sta reka, če nekaj deluje in mi znamo preverjeno to prenašati na druge ljudi, dajmo to uporabljati. In jaz doskrat rečem, da ljudje v resnici imajo en kol daljinca. Mogoče znajo glas premikati, nimajo pa tistega dela za postaje. Ljudje deloma znajo uporabljati svoj svoje misli, včasih ima pa občutek, da nimajo kontrole, nimajo nadzora, grejo spat večer in ne morejo zaspati. Ali pa bi radi nastopali in predavali in jih je strah nastopati pred publiko, kar je mimo grede zelo pogost strah. Ali pa imajo željo, da bi recimo šli in se ukvarjali športom in potem končajo na kavču ali pa tega ne naredijo. In ta del, da poravnajo zavedni in nezavedni je skrivnost NLP-ja, da se celota človeka poravna proti cilju, proti rezultatu in na koncu seveda uresniči. Ker jaz gledam rezultate naših študentov. Jaz gledam recimo ljudi, ki so prišli tja, imeli smo nekoga, ki je skušal za preko 30 kg, pretekel vseh 5 svetovnih maratonov in si postavil cilje kot tako. Imamo nekoga, ki je promet povečal na svojem podjetju za skoraj 1 milijon evrov. Pa nekoga, ki je ena gospa bila 37 let kadila in je nehala kaditi. Tako da mislim, neverjetno, kaj vse naredi človeški Ja. Ja? In jaz trdim, da smo mi včasih sami sebe najhujši sovražnik. Da ni zunanjega sovražnika. Da sovražnik smo mi, ko se sami sebe kritiziramo, sami sebe ne cenimo dovolj, sami sebe spoštujemo, si ne damo priznanja, smo včasih preveč perfekcionisti in potem nikoli ni dosti dobro, nikoli ni pravi cajt. In je cel kup takih nekih negativnih vzorcev, ko smo lahko dobili od staršev, od okolice, od učiteljev, od preteklih izkušenj. Vsi ti negativni vzorci nas silijo, da se ne premikamo bolj hitro, tja, kamor bi radi šli. Življenje pa kratko. Mi vemo, da nimamo dovolj časa, da bi lahko zdaj kar nekaj odlašali. In potem kar nekaj prije konc življenja in si mislimo, zdaj pa res ni časa. Ne? Tako, no zdaj ste tako dobro omenili čas, pa je tako, oziroma bistveno vprašanje, verjetno bi vas, a pa so vas že tudi vprašali, pa že tudi jaz sem vas verjetno že vprašala, ampak moramo to ponoviti. Ljudje, bi zdaj ta metoda se sliši tako zelo čudežna, kot kakšna tabletka, ki jo pač poješ in potem je vse lepše. In se naenkrat, ne vem, se vse izravna, vse se nam poravna, vse je v redu. In bo vsak rekel, kako dolgo pa jaz moram to tehniko, kako ne rečem, uporabljati, da jo ponotranjim in da potem mogoče postane, recimo konkretno pri premagovanju nekih vzorcev oziroma strahov, da postane neke vrste moj avtopilot. Vi boste zdaj rekli, kaj, ne boste rekli do konca življenja? Ja, jaz resnici, zdaj, kar ste rekla, je res. Če bi danes nekoga, ki je živel v prejšnjem stoletju, na začetku, bi mu pokazali, da je to čudežna naprava. Ja. Mi danes vemo, da je čudežna samo takrat, če pritisnemo na gumb in potem res dela. In isto velja pri naših teh tehnikah NLP-ja, mi jih moramo uporabiti. Če jih ne uporabljamo, resnici ne delujejo. Koliko časa jih uporabljamo, dokler ne ustvarimo nek nov vzorec, neko novo prepričanje, neko novo strategijo, neko novo vedenje. To pomeni, jaz večkrat ponavljam to, da učenje, ker jaz mislim, kot NLP-jevci, kot coachi, kot mentori, nismo terapeuti. To večkrat podarjam našim študentom. Če ljudje hočejo terapijo, imajo uradno medicino in je grejo tja. Ja. Naš posel je, in mi se ukvarjamo s tem, da učimo ljudi, kako drugače mislijo. Smo neke vrste učitelji. Izobražujemo ljudi, da drugače mislijo, da drugače upravljajo s svojimi mislimi. Programiramo ta notranji svet, da se potem izvodijo drugačni odzivi, drugačne spremembe in tako.
Če nekdo recimo je star 30 let in je 30 let programiral svoj za negativnimi vzorci, bodi se kriva okolica, in tukaj sploh ne iščemo krivca, iščemo predvsem to, da je včasih ena sugestija ali pa ena majhna tehnika super, kar nekomu pomaga, in naredi spremembo, pa potem treba gre nazaj v svoje staro okolje, v stare vzorce, ki jih ima pošel doma okrog sebe, ki ima neka sidra doma, pa ljudi, ki jo spet programirajo in tako. In zato je fajn, da tehniko spet ponovi. Tehnike preverjeno delujejo, če jih uporabljamo. Tako da če pritisnemo na gumb in je vse notri baterija, bo ta postaja se zamenjala, ali pa glas se povečal, zmanjšal, ali pa televizor se ugasnil. In isto velja tukaj, če mi tehniko uporabljamo in jo uporabljamo konsistentno, po nekem času je ne bo treba več uporabljati. Tako. Vsaj na začetku je potrebno, da nekaj postane to, kar ste rekli, nezavedna kompetenca, moramo mi zavedno se s to tehniko ukvarjati. Koliko časa, ker ne več 21 dni, to spravim, dokaj je tako avtomatično, da o temu ne rabite razmišljati. Tako, to. In se tako smo rekli, trening, če lahko delamo trebušnjake in ustrajamo, gre po tukaj za podoben princip, ne? V ustvarjanju novih vzorcev. Isto, še tudi pri trebušnjakih je vaja, če nekdo gre in tudi tukaj govorimo o tej konsistentnosti, ko ljudje včasih pozabljajo. Recimo pridejo k nam na delavnico in so nekateri se to zgodi in so potem 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece napolnjeni s svojo energijo in potem kar enkrat, ker so v starih vzorcih, ker ne toliko recimo skrbijo za telesno hrano in gibanje, je fajn, da skrbijo za mentalno hrano in za to, da polnijo svoj z nekimi dobrimi vzorci. Ko sem se danes recimo vozil v pisarno, sem poslušal posnetke, kjer sem spet dobil idejo za neko stvar in spet sem sebe premaknil do stanja. In vsak rabi to. Tudi vi še obnavljate oziroma še rabite, kako bom rekla, to, da osvežujete oziroma vadite, kako naj rečem, kljub temu, da ste že mojster, ne? Vse čas. Jaz pravim, da do konca življenja bomo vadili. Do konca življenja se bomo učili, do konca življenja bomo rasli. In ko nekaj zrastemo, to je naslednji izziv za naslednja priložnost za rast. In potem spet rastemo in spet nekaj izziv, ko se rabimo kaj naučiti, ko se bomo učili. Tako. Aleksandar, pa je ta metoda NLP primerna, ne vem, za vsa področja poslovnega, rekli smo strahove, tudi verjetno za kakšne vzorce za izboljšanje zdravja? Ogromno. Zdaj področja NLP so se uporabljali toliko različnih področjih. Eno je seveda NLP v poslu, za vodenje, za komunikacijo, za prodajo, tudi da so ljudje boljši pogajalci, da lažje coachajo, usmerjajo svojo ekipo, sodelavce. Potem se upravlja zelo veliko v izobraževanju, NLP za učitelje, NLP za starše, tudi NLP za otroke, najmlajše, ko se kaj dosti upravlja na tem področju, je cela veja tega, NLP se upravlja v športu, kar je neprecenljivo. Imamo ljudi, ki so tako imenovani mentalni coachi, ki so poleg teh tako imenovanih kondicijskih trenerjev, ki so oni trenerji za mentalni del, in kar nekaj profesionalnih klubov ima tako imenovane mentalne coache, ki uporabljajo NLP tehnike in tehnike hipnoze, samohipnoze in coachinga. In vse te tehnike danes skupaj uporabljajo na igralcih, uporabljajo se tudi za medicini, uporabljajo se na vseh področjih, kjer je priložnost za izboljšanje delovanja človeškega uma. Krasno. Pa Aleksandar, a smo vsi dojemljivi za te spremembe? Ali nekateri so tak ali imate tudi kakšne trdovratne primere, ali mogoče celo pri kom metoda ni učinkovita? Kakšne so vaše izkušnje oziroma kakšna so dejstva? Ja, zdaj, mi vemo nekaj, da ko je učenec pripravljen, pride učitelj.
In če oseba ni še pripravljena, je kakršnakoli tehnika včasih lahko neprimerna. Bistveno lažje je delati z nekom, ki ima željo delati. Seveda se mi zgodi, da starši včasih pripeljejo otroka, ki si ne želi, potem rabim veliko več truda vložiti, da dobi motivacijo ali pa da dobiva jezik, s katerim se naredi transformacija, sprememba. Včasih pridem v podjetje, ko so nekateri veseli, da pridem, nekateri na čudno gledajo, prekrižajo roke. In tudi tam kljubujejo, ne? Ja, in to je zanimivo, da jaz pridem tja, ko so oni med delovnim časom in podjetje plačam, nič ne rabijo plačati. In kljub vsemu nočijo, da jaz tam predavam. Se prvem času se malo sprostijo in da sprejmejo malo drugače, na koncu tudi je ta drža drugačna. Vsaj na začetku, na 15 minut, je kar intenzivno s to energijo, ki jo dajem v skupino. Tako da so zelo različne izkušnje, kar se tega tiče. In tudi se mi zgodi, da večkrat pridejo ljudje na delavnico in so nadušeni, so veseli in potem grejo domov in partner tega noče in ne želi sprejeti. Jaz pravim, zakaj bi to sprejel, če je oseba zadovoljna tam, kjer je. Tako, ne? Če je srečna v tistem svetu, v katerem živi. Če ima drugačen način, kako spremeni svoje misli. Ne uporabi to, kar funkcionira. Ne rabi nujno vse uporabljati, NLP, hipnozo, coaching, to, kar jaz uporabljam. Toliko drugih načinov, da lahko se pride do cilja. Meni je to všeč, ker je dosti matematično, logično, merljivo, ker so rezultati hitri, ker lahko uporabljam to na toliko različnih področjih in na toliko različnih sistemih. Nisem pa pripričan, da je to lahko za vse primerno, da je to za vse uporabno. Tako da jaz si želim, da bo oseba sama prišla do tega. Tudi jaz večinoma v tem trenutku delam z ljudmi, ki sami investirajo svoj denar, pa s podjetniki, ki sami pridejo področje zanima. In tudi zaradi tega priporočam vsem, ki čutijo nek klic, pa ki bi radi so spremenili, da ne rabijo s tem klicom potem tako okužiti vse ostale, več ne bojo potrpežljivi. Te ljudje, ki vidijo spremembe, stane jih zanima. Jih bo zanimalo, če bo nekdo videl, da kar naenkrat se oseba zdravo prehranjuje, da oseba kar naenkrat je bolj pozitivna, in bo zanimalo, da je povedi več, da je bil pozitivna. Je radovednost potem. Tako. Aleksandar, rekli ste hipnoza. V bistvu vse gre tukaj za samo hipnozo oziroma za to sugestijo, ne? Ampak dajva se pri izrazu hipnoza ustaviti, se veste, veliko ljudi se ustraši. Joj, to pa, ne vem, oziroma hipnoza ima zaradi včasih teh predstavitev oziroma uporab v raznih teh, kako nečem, zabavljaške zamene oziroma za namene zabave, dobi en tak manipulativen predznak v smislu zlorab in se ljudje ustrašijo, je hipnoza pa ne, ampak dejansko hipnotizirani smo mi itak na vsakem koraku, ne, vsak dan, vse ste prej rekli, od okolja, kot otroci, informacije. Kaj bi vi ljudem zdaj, ko se ustrašijo, ko slišijo za hipnozo, kaj bi jim razložili, da v bistvu gre tukaj lahko tudi za zelo koristno uporabo tega sistema? V tej moji knjigi Hipnoza ena oziroma moč nezavednega uma, že na zadnji, na platnici piše, to kar skozi poudarjam, da smo mi hipnotizirani 24 na dan. Ali želimo ali ne. Hipnoza se dogaja cel čas. Kaj je v resnici hipnoza? Hipnoza je način, kako mi komuniciramo sami sabo in kako gledamo na naš svet. In to se dogaja cel čas. Tudi po noči, ko spimo in stanemo. In če gledamo medije, recimo televizijo, ko so recimo novice še posebej, imajo doskrat kar nekaj negativnih insertov. To pomeni, ne pokažejo, da se je nekdo poročil, ponovno pokažejo, da je pa še nekaj negativnega. In seveda
če mi dovolimo, nas bo ta novica dala v neko slabo stanje, če mi tega ne dovolimo, nas ne bo. Zaradi tega ponavljam, ker vedno znova govorim, da je vsaka hipnoza samo hipnoza. Če jaz nekomu rečem, nehaj kaditi, stop s kajenjem, pa oseba na koncu bo rekel ja ali pa ne. To pomeni, da če želim spremeniti nekomu notranji svet s hipnozo, ne more ta oseba dovoliti. To me zanima. Ton glas, ki ga jaz uporabljam, mora biti zato seveda predmerena pred všečim. Oseba mora dovoliti. In strahovi, ki jih ima pri hipnozi, so doskrat res neupravičeni. Prvi strah, ki ga ima je, kaj, če se nikoli ne zgodim. To, ja, no, točno. Ja, in potem mi vemo nekaj, da oseba se vedno zgodi iz stranca, ne? Ja. In tudi, če bi, recimo, ker trans se dohaja pri televizorjem, če nekdo zvoni do Skype, boste se zgubili, ali pa boste še odpred vrata in boste nehali gledati, ali pa bili hipnotizirani strani televizorja. Če oseba ali pa otrok gleda tablico, pa telefon, sam zanti tablico in do konca hipnoze bo začel še iskati kakšne druge stvari. Ne? In isto velja tukaj. To pomeni, da če mi želimo, da nas nekdo ne hipnotizira, samo rečemo stop, nehaj to govoriti, ali pa oseba, če moramo poslušati, ne govori naprej, mi pa si mislimo svoje misli in ne pademo v tisti tako. In naslednji strah, ki ga imajo ljudje, je, da bodo povedali nekaj zaupnega, intimnega. Yeah. In tudi to v resnici je nemogoče, ker oseba se zaveda. Več ali manj včasih oseba zaspi, ampak da spi, v resnici je nekaj stane, ko redko kaj govori. In je v tem stanju, ko komunicira z tistim osebo, pa z nekom, je v nekem stanju alfa, ki je zelo lahka hipnoza, ali pa zelo lahka oblika transa. In potem so še razni strahovi o zloravah in tako dalje, ker so v resnici posledica vseh teh televizijskih šovov in oddaj, ki nažalost postavljajo zame eno najbolj uporabnih metod v predvsem negativno luč. Zame je hipnoza nekaj, kar vsi uporabljamo, to spet podarjam, kar se nam dogaja 24 ur. Edina težava je, da tega ne uporabljamo načrtno, da tega ne uporabljamo zavedno in da tega ne uporabljamo v svoji moči. In jaz bi v resnici si želel, da bi to hipnozo in imeli te znanja učili od prvega razreda osnovne šole naprej celo vrsto. Prišlo programe, ne? Absolutno. Ker otroci imajo iste strahove. Otroci rabijo koncentracijo za se učiti. Otroci rabijo motivacijo za se učiti. Otroci rabijo nehati nekaj jesti, ker preveč jejo. In tudi rabijo mogoče odpraviti neke strahove, ki jih imajo pri športu in tako. Vidim ogromno priložnosti za to uporabo. In če bi kdo vprašal mene, kaj na teh orodij mi najbolj pomagalo, bi jaz tako dal na prvo mesto hipnoza, ki je del NLP-ja na nek način. Torej, prav hipnoza je bila zame ključno orodje in ne znam priporočati dovolj ljudem za to, če želijo spremeniti svoje življenje. Zato sem vas hotela naslednje vprašati, kako jaz poznam to vašo zgodbo, pa bi rada, da jo slišijo še naši poslušalci, kako je v bistvu, kaj bi tisti prelomni trenutek, ko ste vi spoznali to metodo oziroma NLP in kako vam je preoblikovala vaše življenje? Ja, to je bilo v bistvu... V bolnici pristali, ne? Tako, ja, to je bil tak cel proces. To se ni začelo liho danes do jutri in ponovali tako je življenje. Jaz verjamem, da sem imel cel kup nekih klicev, ki jih nisem poslušal, nisem sprejemal, cel kup potencialnih pomoči, ki so bile, ma jih nisem tudi sprejemal. In da res okročega poletnega dne, to v takem času julija 2003, to je bilo par tedno po rojstvu mojega sina, je bilo toliko dogodkov težkih v mojem življenju, od tega, da sem imel izzive s telesno težo, takrat so me starši ločevali, takrat so me ljudje, ko sem imel s financami, kako
živeli in tako da cel kup nekih izzivov. In na koncu se še otrok rodi predčasno kot novonošenček in sem se hapal prijeti roke, ker je tako majhen, tako droben in vse stvari so bile nekako se poklople, da nisem tako in srce in vse skupaj me popeljali v bolnico. Zdravniki takrat so rekli, da pač moram nekaj spremeniti in sem vedel, da moram nekaj narediti in začel iskati. In to je bilo začetek. V bistvu nek velik padec, velika bolečina, dno, ki se je sam kopično. Mislim, zanimivo, če sem povedal to, da sem mogoče prav v tistem obdobju se spomnim šel v trgovino. In jaz sem bil tako negativen, jaz sem bil tako v nekem svojem svetu, tako polno nekih strahov in vseh teh stvari, kaj se bodo mislili, pa jaz sem res negativen, da se spomnim, da šel v trgovino in nisem opazil moja prijatelja, ki me pogleda in me vpraša, kaj se je zgodilo. In jaz sem rekel, takrat sem kar enkrat hotel dati tam sebi neko bolj prijazno, tak happy face, srečen obraz, neko masko na to. Ko me je opazil, sem jaz očitno tako izgledal negativno, pa bil tako ujet v te moje notrine zgodbe in svet, da on je opazil znal nekaj ni redo in rekel, kaj je stalo, da se kaj zgodilo in jaz rekel, da ne se ne zgodilo. In tako da še ne se zavedal, da to, kar se dogaja v mojem notrine svetu, se sploh nekaj ne zavedam. No in mislim, ta bolnica je bila pol svoja tako močna bolečina, da sem začel iskati načine, da ti pomagam, ker jaz sem že a priori tako, da si ne želim nekih strašnih kemij dajati. Sem iskal najprej tisto, kar lahko naredim sam in mogoče ta pot je nekoliko daljša, je pa finančno bolj zahtevna in časovno bolj zahtevna in vse, vendar na dolgi rok je zame bila, ko sem jaz takaj začutil prava, da si pomagam, da potem nikoli tega ne bom rabil. In sem začel iskati orodja in najdel tehnike, najdel sem hipnozo, coaching in ta hipnoza je bila potem z mano vsak večer. Preden sem šel spat, sem jaz poslušal razne zgoščenke. Najprej sem snimil svoje, poslušal sem druge in programiral to, kar sem imel v svojih mislih. In karkoli sem rabil, sem takrat poslušal, če sem rabil denar, ker sem vedel, da nisem bil dosti produktiven, da nisem bil dosti fokusiran, da nisem delal prave stvari, sem poslušal lahko 60 dni, 90 dni, 120 dni. Vsak večer nekaj o tem. Zvoščenko, neko posnetek, večinoma takrat to nešli, ali pa sem se svoje snemo, ker tudi knjiga niti ne vodijo pri nas. In to mi je res pomagalo, da sem vedel preboj. Poleg tega, da sem bral knjige, sem držal seminarjev in tako, da sem nenehno vlagal v znanje. In v enem času je do tega znanja toliko, da sem začel spraševati, sem za neke prijatelje najprej naredil tako brezplačno. Potem sem začel neko mini delavnico in z tega meni vratilo zdaj 22 držav, v katerih sem predaval, na tisoče in tisoče študentov po vsem svetu. Sledilce, ki jih imam zdaj, ki včasih pišejo iz Šri Lanke, ki sem predaval, Brazilije, imam včasih ljudi, ki nekaj ne pišejo, da so nekaj mojega poslušali, ki sem predaval, da smo to snimali in so podali na neki online produkt. To se zgodilo iz tiste bolečine, na koncu z vso to stalo hipnozo, autosugestijo, autogenim treningom, ker ta hipnoza ima toliko nalepk, da se niti ne morate predstavljati, kje se vse uporablja odtenek tega. Ljudje nekaj svoje naredijo, dodajo nekaj svojega, in kar nekaj prostohniš hipnoza, je to vizualizacija. V bistvu to gre za res eno lepo klasično zgodbo o uspehu, ne? Ja. Da ne bi se tako slišal, je bila več načrtega, je bilo zelo spontana zgodba, res. Več načrtega je verjetno neki klic, bi jaz rekel, ja, in jaz nikoli nisem pa nekaj uspel. Jaz sem vse začutek,
Zdaj se moramo še kaj novo naučiti, komu še pomagati. Ja, Če bi mi kdo rekel takrat, da bom to počel, kar zdaj počnem, na takem način, kot zdaj počnem, bi rekel, ti nisi normalno. Kaj govoriš? Ja. Ker takrat me je bilo strah, tako strah stati pred publiko, pa neprijetno me bilo. Ne, da bi se bal publike, take, ker to ni bilo problem. Problem je bilo stati pred publiko in take stvari govoriti, kot so coaching, osebnostna rast, hipnoza, NLP in tako naprej. Tako da moče je in premalo se treba lahko zavedam res uspeh in hkrati tudi odgovornost. Da bom še naprej delal to, kar delam, in pomagal učim število ljudi. Krasno. Aleksandar, zdaj pa še za konec bi vas prosila, naš slogan podcasta je vsebine in dogodki, ki navdihujejo, pa me zanima, kaj je tisto, kar vas v življenju zdaj trenutno oziroma sploh najbolj navdihuje. Mene vedno navdihujejo ljudje, ki nimajo nobenih možnosti, ki so v resnici najbolj nekje na dnu in nobenih ne opazi in najdejo moč in se premaknejo naprej. Mogoče včasih povezujem to z mojim premikom, ki pa niti ni bil približno takšen, kot so premiki ljudi, mojih študentov, ki jih vidim, ko grejo iz tako težke situacije, ali bolezni, ali z situacije, ko so bili v nekem zelo toksičnem odnosu in se ne vidi preboje, ali iz tega, ko se ne vem koliko minusov na čelu in se najde način, da poplačajo. Še vedno pomagam občasno pri Tony Robbinsu, ki je bil en od mojih mentorov v začetku in lani se spomnim v tem tečaju Date with Destiny, ker sem bil kot ciljno lider, je bila ena punca na vozičku in tako da sem imela tako dobre volje in sem videl, da nekomu pomaga, ta oseba je bila vse vesela. In sem šel v njej, sem vprašal za njeno zgodbo in ta mi reče, kako je bila v vojski in je ena skupina vojakov je prvo omamila, skupinsko posilila, vrla dol z neke pečine in se mislim, da je umrla, ona je preživela. In danes je ona inspiratorka. Nažalost je na vozičku, da ona pomaga ženskam, da se postavijo zase, da je srečna in navdušena in navdahnjena, ne igra boje žrtve, temveč se usmerja v tem, kako lahko služi, kako lahko pomaga ljudem. To sem imela fanta, ki je bil podoben kot Nik Vujčić, brez rok in nog. In jaz gledam to osebo, kako prije ta iz Brazilije, pa še Nakos. In kako pride sem in potem si doskrat vprašam, kaj nam manjka? Kaj nam manjka, da se pritožujemo, kaj imamo roke in noge? Kaj imamo možnost, da nekaj naredimo? Torej, moja inspiracija je zame čisto vsak, ki neha igrati žrtve, sprejme odgovornost za svoje življenje in nekaj naredi za njegovo življenje in potem posveča tudi življenje drugih ljudi okrog lepše, boljše. In to je neprecenljivo. Evo. Dr. Aleksandar Šinigoj, hvala za močna, lepa in srčna sporočila. Hvala vam. Več informacij o večerih v živo in o podcastih Večer v živo najdete na naslovu www.večer.com/v in na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman, srčna in srečno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.